Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer, dobrodošli v oddaji Vi sprašujete, župan odgovarja. Nocoj se bomo potepali po mestni občini Celje, zato v našem studiu že pozdravljam župana mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot. Dober večer, dobrodošli. Dober večer. Tele tople temperature v zadnjih dneh vam prijajo? Ja, se da zdržati sicer. Moški imamo več težav kot ženske, predvsem zato, ker po zimi je lažje v kakšno jakno dati telefon, pa dokumente in podobne stvari. Poleti pa je to bolj nepraktično, ampak nadoknadijo to suknjiči. Sicer pa smo že težko čakali, da bo malce topleje in narava je zdaj res čudovita. Maja meseca se mi zdi, da je tisti najlepši del leta, ko vse nekako na novo zacveti, zaživi in je v polnem razmahu. Jaz zelo uživam, ko se sprehodim po vrtu in malce gledam, kako kaj raste, tisto, kar sem posadil, posijal. Nekaj traja nekaj časa. In maj je tudi mesec ljubezni, ne? Baje. Čeprav imajo srečo, da je to vseh 12 mesecev. Kar je tudi prav, ne? No, sicer pa, gospod Šrot, v sredo, minulo sredo je bilo tudi toplo, ko se je začela gradnja nove kolesarske povezave med Celjem, Šentjurjem oziroma med Celjem, Štorami in Šentjurjem. Gre za pomembno naložbo, 11 milijonov evrov je vredna, tudi dobrih 11 kilometrov te povezave bo zgrajene, končana pa naj bi bila do konca prihodnjega leta. Ja. Morebiti bi bilo dobro, da povem nekaj za uvod. Namreč trajnostna mobilnost je ena izmed prioritet, s katero se ukvarjamo v mestni občini zadnjih nekaj let, in sem spadajo tako javni potniški promet kot sistem izposoje kolesca, pa seveda tudi izgradnja mreže kolesarskih stez, kolesarskih povezav, pri čemer moramo ločiti med občinsko kolesarsko mrežo in državno kolesarsko mrežo. Ta investicija, kolesarska povezava Celje, Štore, Šentjur, je del bodoče državne kolesarske cestne mreže, ki bo povezala praktično vso Slovenijo in je tudi v pretežni meri financirana iz državnega in evropskega proračuna. En del sredstev smo namenili občine v okviru teh kvot, ki so nam v okviru evropskih sredstev dodeljene. In jih seveda ne moramo porabiti za kaj drugega, ker so to namenska sredstva. Ker to pojasnjujem zato, ker bi verjetno marsikdo pomislil, a škoda, 11 milijonov evrov bi lahko dali tudi na ceste, ki so marsikje tudi nujno potrebne, kakšnih popravil, novogradnj, tudi asfaltiranje. Še vedno imamo več kot 20 kilometrov občinskih kategoriziranih cest v makadamski izvedbi. Ampak, kot že rečeno, tu gre v pretežni meri za investicijo države. Gre za precej velik projekt, ki bo zgrajen do konca prihodnjega leta in bo omogočil varno kolesarjenje na tej trasi in se bo seveda navezoval tudi na ostale, če tako rečem, etape državne kolesarske mreže, potem naprej Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, pa na jug proti Podčetrtku in tako dalje. Omogočil bo varno vsakodnevno kolesarjenje. Upam, da še koga spodbudimo, da se pelje v šolo, službo ali po opravkih s kolesom, pri čemer je seveda vidik varnosti zelo pomemben. Hkrati pa bo ta varna kolesarska mreža zelo razvejana omogočila tudi številnim rekreativcem varno kolesarjenje in ne samo rekreativcem, tudi turistom. Na celotni trasi mislim, da je kar 5 premostitvenih objektov, mostov preko vodotokov, predvsem Voglajne, eden je mislim, da tu na Sotočju, Hudinja in Voglajne, ostali pa na Voglajni in še na enem potoku Šentjurju, tako da tudi to je razlog, da je investicija kar precej velika, za 11,4 kilometre, praktično tudi 11 in še nekaj milijonov evrov bo vse skupaj stalo.
Kmalu naj bi potem Celje s kolesarsko potjo dokončno povezali tudi z Žalcem. Začela naj bi se potem tudi, tako kot ste že omenili, še gradnja tega odseka proti Rogatcu. Ni pa še povsem jasno, kdaj bi dogradili ta manjkajoči odsek od Tremerij proti Laškem, ki je pa na tem odseku kolesarske steze med Celjem in Laškim. Ja, mi smo imeli ta isti dan, ko so se simbolno dejansko začela gradbena dela na kolesarski povezavi, o kateri sva govorila prej, sestanek območnega razvojnega partnerstva z najvišjimi predstavniki Republike Slovenije za infrastrukturo. Območno partnerstvo sestavlja 5 občin: Celje, Laško, Štore, Šentjur in Dobrna. In tema sestanka so bile pravzaprav ravno te kolesarske povezave, v kakšni fazi je katera. Treba je povedati, da je že sama priprava na gradnjo, govorim predvsem o pridobivanju zemljišč na poteku trase, izjemno veliko delo. In se ob tej priložnosti res zahvaljujem za razumevanje in kooperativnost vsem občankam in občanom oziroma lastnikom zemljišč, po kateri bodo te povezave šle. Nekaj malega se zatika na trasi Celje proti Vojniku in Dobrni, ker se bo pa ta kolesarska steza navezala naprej na kolesarsko stezo Velenje-Slovenj Gradec, pa seveda preko Velenja tudi Mozirje in proti Logarski dolini. Nekaj let je trajalo, ali pa rekel, kar precej let je trajalo, da smo vsa ta zemljišča nekako skompletirali. In prihodnost je približno taka, da se ta del kolesarske steze, govorimo o drugi etapi, proti Žalcu, to je Listce-Žalec, je bil razpis, pa mislim, da bila je vložena revizija. Država vodi ta razpis oziroma DRS in so se odločili, vsaj tako so napovedali, da bodo verjetno razpis ponavljali. Tudi ta trasa je zahtevna predvsem na delo, kjer poteka po mestni občini Celje, kajti v Liscah se bo zgodil nov kolesarski most preko Savinje, kjer bo kolesarska steza speljana z desnega na levi breg, nekje pri kmetiji Lun in malce gor vodno od Špice. Drugi del, manjkajoče od Rifngozda do Laškega, je po informacijah z vodarji dogovorjen. Želja vseh je bila, da namreč poteka ta kolesarska steza ob strugi Savinje, ob vodno, in se s tem izogne kar precej gostemu lokalnemu prometu na cestah, kjer je zdaj treba kolesariti, če želiš priti v Laško. Hkrati je tista trasa tudi malce bolj zahtevna za neko slabše pripravljene kolesarje, kajti ima kar nekaj strmih vzponov. Tudi ta trasa se bo gradila iz evropskih in državnih sredstev. Za tretjo, ki je bila načrtovana prvotno, to je proti Vojniku in Dobrni, ki je bila načrtovana prvotno, da se bo gradila iz regionalnih sredstev za kolesarske povezave, pa bo tudi zagotovila država iz svojega proračuna, kajti 2 leti nazaj smo občine iz območnega razvojnega partnerstva pristale na predlog države za zamenjavo obeh projektov, tako da se Celje Rifngozd gradilo iz teh regionalnih sredstev, država pa v zameno zgradila kolesarsko stezo Celje Vojnik Dobrna. Nekje v naslednjih 2 letih računamo, da bodo vse te kolesarske steze zgrajene. Prej smo videli na naših posnetkih začetka gradnje te kolesarske povezave, da ste se župani, torej vi pa župan občine Štore Miran Jurkošek in župan občine Šentjur Marko Diaci na prizorišče pripeljali s kolescem. Kolesce je pravzaprav aktivno ali pa delujoče v vseh teh občinah in tudi v Celju beleži rekorden odziv. Ja, sistem izposoja kolesce je zgodba o uspehu, sploh v naši mestni občini, kjer je tudi ta mreža mest, kjer si je mogoče izposoditi kolo, zelo razvejena, ni še celoti zgrajena, ni še tisto, kar načrtujemo, da bi naj
predstavlja nek celovit sistem. Predvsem v nekaterih primestnih krajevnih skupnostih še manjkajo postaje za izposojo koles. Problem je ne toliko v finančnih sredstvih, kjer smo zadnja leta bili uspešni na razpisih ekosklada, ampak da je v Evropi veliko povpraševanje po tovrstnih kolesih in da so dobavni roki kar precej dolgi. Ob tem, da smo mi že pred 2 letoma, 3 sprejeli odločitev, da bomo pretežno kupovali električna kolesa, ta so za uporabnike sistema tudi veliko bolj zanimiva in tudi udobna, če tako rečem. No in jaz sem izjemno vesel, da že praktično vsak 4. Celjan registriran uporabnik tega sistema, preko 12.000 uporabnikov je in do letošnjega aprila smo zabeležili že 166.000 izposoj. Ko se bo sistem dogradil, ne samo pri nas, ampak tudi v sosednjih občinah, kjer so se odločili, da bomo imeli enak sistem izposoje, bo, verjamem, izposoj in vožnje s kolesom zlasti tako lepih dnevih, kot so sedaj, še veliko več. Že sedaj si lahko občani z našo kartico sposodijo ali pa rekel Laščani z njihovo sposodijo kolesce v Celju, Žalcu, mislim, da tudi Braslovčah, Laškem. Na koncu bo, mislim, da 10 ali 12 občin iz te mikroregije, če tako rečem, spodnje Savinjske doline in pa območja Celjskega, dela Kozjanskega in pa Dravinjskega imelo enak sistem in se bodo lahko ljudje peljali s kolesom iz Laškega ali pa iz Celja v Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje, Žalec, Braslovče in še kam dlje. Pri tej promociji kolesarstva v Celju zdaj nadaljujete s projektom Celje se pelje, tokrat promovirate vožnjo v šolo in v službo. Ja, to je projekt, ki ga peljemo skupaj z Zavodom Vozim. Gre za promocijski projekt, s katerim želimo spodbuditi še več ljudi, da bi se v službo, v šolo, kot že rečeno, vozili s kolesom. Seveda predvsem tam, kjer je taka vožnja varna za vse udeležence v prometu. Zavedamo se, da je spreminjanje navad pravzaprav najtežje. Če smo čisto odkriti do samih sebe, vidimo to na lastni koži najbolje. Vsi smo malce ujetniki navad in spreminjati navade ni tako preprosto. Ampak bomo vztrajni in verjamem, da bo vsako leto več uporabnikov te oblike trajnostne mobilnosti. Ne samo, da je to dobro za zdravje, je nenazadnje prijetno, je pa seveda tudi okolju zelo prijazno, tudi ta okoljski vidik je zelo pomemben. Pa ne samo, kar se tiče čistega zraka, ampak tudi hrupa, onesnaženja z prašnimi delci, črnim ogljikom in še kaj. Vse tisto, kar s sabo negativnega nosi množičen promet, pa tudi do slabe volje, ko se išče parkirno mesto ali pa ko je le tega treba plačati s kolesom, vse to odpade. V sklopu tega projekta v prvi fazi ste namestili tudi te števce kolesarjev. Imate mogoče kakšen podatek že, kaj so ti pokazali? Nimam, ampak meni se zdi, da je to zanimivo, hkrati tudi zabavno za tiste, ki si vozijo mimo. Ti števci so postavljeni marsikje, ne samo pri nas. Jaz se včasih peljem s kolesom po Parancani v našem Slovenskem Primorju, tudi tam so števci. To je pač en tak, rekel, še eden izmed takšnih promocijskih ali pa spodbujevalnih prijemov, ki ljudem pove, glej, koliko ljudi se pelje vsak dan tu mimo ali pa se jih je do sedaj peljalo. Ko ste prej omenili parkiranje, nekaj novih parkirišč ste dodali v sistem parkiranja v Mestni občini Celje. Eno takšnih je pri Ekonomski šoli. Kdaj pa bo zaživela garažna hiša na Kocbekovi? Ja, včasih smo dobesedno prisiljeni kakšen prostor v mestu, ki je v lasti mestne občine,
vključiti v ta parkirni sistem, ker je drugače izjemno neurejeno in divje parkiranje, da se potem veliko slabe volje generira, ker se koga zaparkira, ker se ljudje včasih sprejo, kdo je prej, nekateri si kar prisvojijo takšna parkirišča in naše izkušnje so, da tam, kjer se uvede neka cona z neko zelo zmernim plačilom, se potem vzpostavi tudi določen red, ta parkirišča so tudi zavarovana. V naslednjih dneh pa se bo sprostila oziroma začela funkcionirati tudi garažna hiša pod športnim igriščem 3. osnovne šole. Mislim, da bo tam okoli 69 parkirnih mest, ki bodo v glavnem namenjale predvsem za stalne uporabnike, okoliške prebivalce, ki imajo tudi veliko težav, kje parkirati. En zanimiv projekt imate v načrtu, tam na območju ob zgodovinskem arhivu želite urediti tudi pasji park, tega bodo zlasti veseli vsi ljubitelji štirinožnih ljubljenčkov in pa seveda tisti lastniki psov, ki drugam pravzaprav s psom niti ne morejo. Ja, tam bo zdaj potekala tudi, tam teče pravzaprav ta gradnja kolesarske steze, o kateri sva prej govorila. Območje je opuščeno industrijsko območje, ki je v lasti mestne občine Celje. Gre za precej veliko, mislim, da okoli 3 hektare veliko območje, ki je zdaj ozelenelo, bi ga pa bilo potrebno malce bolj, mogoče ni pravi izraz, hortikulturno urediti, predvsem očistiti smeti, posekati kakšno grmovje, zasaditi dodatna drevesa, narediti kakšne steze in bi to lahko bila ena javna površina, ki bi lahko bila namenjena recimo tudi temu namenu za sprehajanje oziroma parku za hišne ljubljenčke. Mora biti pa tudi še kaj drugega, se ne verjamem, da je za takšen pasji park potrebno ravno 3 hektare površin. Glede na to, da bo tam potekala tudi kolesarska steza, bo seveda celotno območje dobilo malce drugačni izgled in verjamem, da je lahko tudi ta del mesta bolj atraktiven in bolj urejen kot sedaj, ko je marsikje kakšno črno odlagališče, ljudje tam pripeljejo vse sorte in je škoda takšnega javnega prostora. Zdaj pa še o projektu, ki se mi zdi, da v Celju sproža največ odzivov, tako pozitivnih kot negativnih. Gre seveda za gradnjo turistične brvi. Zdaj je vlada zagotovila 1,5 milijona evrov za gradnjo sofinancerskega denarja. Pričakujete še nekaj sredstev z Ministrstva za gospodarstvo. Torej je naložba blizu realizacije? No, realizacija poteka po nekem predvidenem načrtu. Jaz moram reči, da zelo redko pride name kakšen negativen odziv. V glavnem se ve, kdo so tisti, ki so proti, se so nenazadnje to tudi v mestnem svetu povedali in seveda mene včasih žalosti, da novinarji vedno potem samo te pokličejo, kot da je to večinsko mnenje v mestu. Jaz mislim, da je to odličen projekt, ki bo marsičem spremenil podobo in tudi samo življenje v mestu. Seveda govorim o obiskovalcih, ki bodo želeli ta most ne samo videti, ampak se po njem tudi sprehoditi. In mi bomo izkoristili to priložnost in možnost, da jim pokažemo tudi še vse drugo, na kar smo v mestu ponosni in verjamemo, da je vredno ogleda. Čeprav prebivalci tega mesta smo navajeni, da je to tako, smo že mogoče prehitro pozabili, kako je izgledalo mesto še 10 let nazaj, predno smo res lepo uredili naš center mesta, predno smo začeli veliko več pozornosti posvečati tako odsvetličenju kot čistoči ulic. Imamo še nekaj problemov, ki se tudi v mesto nanašajo na hišne ljubljenčke. Marsikdo pelje svojega kužka kar na sprehod po mestu in seveda pasje strepke je še možno pobrati, ostalo pa ne. To se predvsem občuti in voha v poletnih toplejših mesecih. Most je en izjemno dober projekt, ki ga tudi ne bo možno kar tako posnemati. Namreč Slovenci smo nagnjeni k temu, da ko eden
naredi nek inovativen projekt, kot je bila fontana Pi v Žalcu, potem se pojavijo fontana Cvička, fontana tega, fontana onega. Ali pa nekaj let nazaj adrenalinski parki, potem smo vsi delali zipline, zdaj razgledne stolpe, pa kakšne steze med krošnjami dreves. Skratka, ta projekt ni zgolj projekt zaradi samega sebe, ampak je del ene večje celote, ki jo želimo predstaviti tako domačim kot tujim obiskovalcev in verjamem, da bo pritegnil mnoge. Jaz sem vesel, da je vlada sprejela sklep, da se temu projektu nameni 1,5 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna po zakonu o financiranju občin. Gre za namenska sredstva. Hkrati čakamo tudi na rezultate enega razpisa, ki je bil že končan, ni pa še rezultatov na gospodarskem ministrstvu za izgradnjo inovativne turistične infrastrukture. Tudi tam pričakujemo nekaj sredstev, sicer so sredstva tam omejena na 2 milijona na posamezen projekt, ampak karkoli bomo prejeli, bomo veseli in bomo potem poiskali še po lastnih žepih manjkajoča sredstva. Se v letošnjem letu ni predviden začetek gradnje. Kot slišim zdaj politika, ki prihaja, pa obljublja dobre čase za vse in še vedno ostajajo odprte možnosti tudi, da poiščemo še kakšnega zasebnega partnerstva in še kaj. Projekt je finančno zanimiv, skupaj z dovoznimi cestami je ocenjen na okoli 4,5 milijona evrov, brez DDV-ja in se tudi ekonomsko zelo pokrije v relativno kratkem času z načrtovano mostnino. Še na en razpis ste se prijavili, na razpis za obnovo Knežjega dvorca. Tu gre za zelo velik projekt, ki pa ste ga na občini zdaj razdelili na faze. Ja, mi smo se prijavili na veliko razpisov, teh razpisov je res veliko. Seveda gre predvsem pogosto za manjše zneske. V letošnjem letu, pa tudi v lanskem, smo bili zelo uspešni na različne razpise Ministrstva za kulturo, s katerim se je sofinancirala obnova recimo Pelikanove hiše, ki je tudi zdaj en lep objekt v samem mestnem jedru in bo prihodnje en center fotografije v mesto, pa še ostale bi lahko našteval. Žal nismo bili uspešni na razpisu za izgradnjo dvigala v Pokrajinskem muzeju oziroma Stari grofiji, kjer bi želeli omogočiti dostopnost do zbirk tudi gibalno oviranim osebam, ampak bomo počakali do prve naslednje priložnosti. Obnova oziroma nadaljevanje obnove Knežjega dvorca pa je finančno zahteven zalogaj. Projekti imamo pripravljeno, da lahko starta jutri, manjka zgolj denar. Razdelili smo ga na več faz, zato ker je vrednost preostale prenove, ki še manjka, nekje okoli 10 milijonov evrov po sedanjih cenah, tako da bi se v prvi fazi izvedla prenova strehe in pa fasade. Ta severo-zahodni del, ali pa če rečemo, ta trakt je potrebno še znižati za 2 etaže, na višino, kakršna je bila originalna. Ta najnižja etaža se potem zaključuje s tem severnim stolpom, za katerega je predvideno, da se bo rekonstruiral v duhu takratnega časa, če tako rečem, se pravi v stilu 15. stoletja, kar seveda tudi precej podrži samo obnovo, namreč gre za recimo za les tesan na roke, za tlake, ki so bili takrat, ampak v tem delu načrtujemo potem ureditev viteške dvorane, še lepšo in boljšo prezentacijo zgodovine celjskih krofov in knezov, tudi eno malce večjo muzejsko trgovino. Pa ne nazadnje, čas je že, da uredimo tudi celotno okolico tega Knežjega dvorca. Zdaj je en del dvorišča urejen, ostalo pa je na pol poti in zaključimo ta nekaj desetletij trajajoč projekt. Ta se je dvorec, mislim, da začel obnavljati tam v začetku 90-ih let.
Mogoče še malo na področje gospodarstva. Mestni svetniki so aprila sprejeli strategijo gospodarstva v mestni občini Celje vse do leta 2027. Ta med drugim prinaša tudi nova območja za poslovno pozidavo. Ja, to je strategija, ki smo jo pripravili v sodelovanju z obema zbornicama, območno obrtno zbornico in pa območno gospodarsko zbornico. Seveda strategija predvideva tudi razvojna območja za širitev poslovnih con, če temu tako rečem. Čeprav bolj od te strategije je pomembno sprejetje občinskega prostorskega načrta, ki tudi prinaša, predvsem in pretežni meri prinaša nove površine za poslovno rabo v malce večjih kompleksih, to je tisto, kar nam trenutno najbolj manjka. Z dvema večjima poslovnima conama, ena je na Teharjih, nasproti Štore železarne Stil in pa med to cesto Celje Štore Šentjur in pa železnico. Drugo pa je severno od skladišč nafte in plina v Trnovljah oziroma Gajih, če tako rečem, tudi tam bi naj bilo v prihodnje približno 15 hektarov veliko poslovno območje. To sta dve takšne lokacije, ki sta nekakšno nadomestilo za pred desetletji načrtovano širitev poslovne cone Trnovlje vzhod, tretja faza, kjer je sedaj, kot vemo, od leta 2004 Natura 2000, tako imenovane Volčeke, ki se ne bodo pozidale, ker je to evropsko varovano območje. Še bova nadaljevala s pogovorom, zdaj je čas za kratek predah in za oglase. Ostanite v naši družbi. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Gore 36. Pridemo tudi na dom. Jager. Klik, klik. Trgovina Jager. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin.
Vi sprašujete, župan odgovarja v živo iz studia televizije Celje, z menoj še vedno župan mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot. Gospod Šrot, mestna občina Celje je pred kratkim pristopila tudi k projektu Prostofer, ki omogoča brezplačne prevoze do zdravnika, upravnih služb, pa tudi do drugih ustanov, predvsem za ranljive skupine. Kakšen je odziv? Ja, zaenkrat glede na to, da je ta projekt še v začetni fazi in da ljudje tudi mogoče niso toliko seznanjeni s to možnostjo, je odziv dober, zlasti pa smo veseli izjemnega odziva prostovoljcev, 15 se jih je javilo, ki bodo vozili električni avtomobil, ki ga je mestna občina zagotovila. Ta oblika prevoza je namenjena predvsem, kot ste rekli, ranljivim skupinam in to prioritetno na tistih območjih, ki niso pokrita z javnim potniškim prometom, pa seveda tudi vsem ostalim v naslednji fazi oziroma v naslednji prioriteti, sploh tistim starejšim osebam ali kako drugače bolnim, starejšim, ki tudi do avtobusne postaje težko pridejo. Tu gre vendarle za prevoz od vrat do vrat, če tako rečem, z prijaznimi prostovoljci, ki bodo pomagali tisto, kar je pač potrebno pomagati. Mi v mestni občini načrtujemo tudi sicer širitev mreže javnega potniškega prometa in si želimo, da bi v enem doglednem času lahko pokrili celotno območje mestne občine Celje. Velik interes je pokazala tudi sosednja občina Vojnik, da bi to linijo proti severu podaljšali do Vojnika. Verjamem, da se bomo tudi to lahko dogovorili. Ko bomo malce okrepili vozni park, namreč z 10 avtobusi, ki jih imamo zaenkrat, če želimo ohraniti neko primerno frekvenco prevoza, tega ne uspemo. Zato smo pred kratkim šli tudi na ogled oziroma prezentacijo istega dobavitelja, kot je bil za obstoječe avtobuse, električnih avtobusov, namreč gre za velikost, ki je primerna in za nas, glede na velikost mesta in je tudi primerna glede na doseg električnega avtobusa oziroma število kilometrov vožnje, ki jo lahko dnevno napravi, tam nekaj čez 200 kilometrov, tako da se bomo ob prvi priložnosti prijavili na razpis in verjetno kupili 4-5 električnih avtobusov, vkolikor bo delež sofinanciranja ekosklada ostal tako, kot je vsa leta bil. Je pa resnici na ljubo potrebno povedati, da so zdaj dobavni roki za takšna vozila preko 1 leta, tako da če se jutri odločimo, bi nekje naslednje leto jeseni lahko potem to mrežo razširili še na primestne krajevne skupnosti. V Celju je letos znova cvetelo 100 000 tulipanov, v poletnih mesecih pa ste se spet odločili za odsvetličenje Celja, tudi tokrat nekoliko drugače kot v preteklosti, spet nekoliko razširjeno in v teh dneh sodelavci zelenic že pripravljajo sadike, ki jih bodo posadili na različne lokacije. 15 000, ne, jih bo? Ja. S tem, da tulipanov je bilo še bistveno več, nekaj 100 000. Jih je pa težko prešteti, ampak vemo, koliko smo jih zasadili. Naj kot zanimivost povem, da smo v lanskem letu tulipane sadili tudi v naših 2 partnerskih mestih in sicer v Doboju, Republiki Srpski oziroma Bosni in Hercegovini in pa Slavonskem Brodu. V Doboju smo jih posadili 50 000, v Slavonskem Brodu pa 100 000, polovico so plačali sami, polovico smo poklonili mi. Ne gre za ne vem kako velik izdatek, ampak na zelo prijetno gesto, ki je naletela na izjemno pozitivno odziv, že ko so se tulipani jeseni sadili, seveda toliko bolj zdaj, ko so cveteli. No, žal so te dni že odcveteli. Kar se tiče odsvetličenja mesta, vsako leto pripravimo kako noviteto in verjamem oziroma upam, da bo tudi letos prebivalcem odsvetličenje mesta všeč. Dokupili smo še nekaj teh piramid, tako imenovanih piramid. Naj kot zanimivost povem, da so tudi v Doboju namestili kar
kot sem videl, vsaj na 10 piramid, v katera so že zasadili cvetje, oni so sadili surfinije, ki so sicer zahtevne za, predvsem za zalivanje, porabijo veliko vode, ampak si bodo že nabrali izkušnje. Mi bomo pa tudi gledali, kako stvari pri njih delujejo in mogoče naslednje leto tudi mi v večji meri posadimo še surfinije. Okoli 15 000 sadik cvetja bo, kot ste povedali, in mesto bo lepo urejeno. Je to tudi zelo pomembno, ker letos pričakujemo veliko obiskovalcev, predvsem športnih turistov in pa gasilskih turistov. Kot veste, bo v juniju Celje mesto, kjer se bo odvijalo svetovno prvenstvo v rokometu za mladinke, pa potem v juliju gasilska olimpijada z okoli 3000 tekmovalci in približno dvakrat toliko njihovimi navijači, koliko računamo in napovedujejo organizatorji, pa potem še konec oktobra in v novembru Evropsko prvenstvo v rokometu za ženske. Tako da tudi turistični obisk je dober. Mi letos beležimo recimo na Celjskem Starem gradu, ker imamo najbolj točne podatke, zato ker se plača stopnina rekordne številke in pričakujemo, da bo obisk na Starem gradu letošnjem letu presegel številko 80 000, kolikor je bila tam nekje zdaj meja v tistih najboljših letih. Če hočeš v mestu razvijati turizem, mora biti mesto lepo urejeno. Jaz mislim, da Celje je zelo lepo urejeno, tudi javno podjetje Zelenice, ki skrbi za te javne površine, kosi tam, kjer je prva prioriteta košnje 16krat na leto, kar je bilo še mogoče 10 let nazaj nepredstavljivo. Letos je tudi zelo zgodaj pokošeno obrežje Savinje, za kar je poskrbela država oziroma Direkcija za vode Republike Slovenije, ki jo vodi, kot vemo, Celjan Roman Kramer. Verjamem pa, da bi še marsikdo od prebivalcev imel kakšno pripombo ali predlog, ki je še treba kaj narediti. Se trudimo. Predvsem je problem, da je na Zelenicah težko oziroma preprosto ne zmorejo vsega dela, čeprav je tam zdaj zaposlenih že približno 40 ljudi, da so zelo dobro strojno opremljeni. Je pa res, da poleg košnje in sajenja cvetja delajo še marsikaj drugega. Med drugim bodo v nekaj prihodnjih dneh pričeli z rušenjem enega objekta, tako imenovane Gajžl fabrike v Zagradu, pa da so pridobili dela tudi na trgu, recimo upravljajo obsežne košnje za Cinkarno Celje, tako na deponiji za travnikom, kot tudi na območju tovarne in še kaj. Dobo in Slovenski Brod ste obiskali minuli konec tedna, odpravljate se tudi v Singen, kjer bo obletnica partnerstva z mestom Celje. Ja, Doboj in Slovenski Brod sta priročna za hkratni obisk. Mesti sta 70 km narazen, tako da običajno obiščemo obe mesti en dan, na enem drugem se pogovorimo, kje vidimo en in drugi možnost za kakšno sodelovanje. Predvsem naša splošna usmeritev v tem medmestnem sodelovanju je, da se fokusiramo na mlade, na vse oblike sodelovanja mladih. Mogoče še za informacijo, zdaj vidimo posnetke, ko so pa iz Singna prišli v Celje, mislim, da 3 leta nazaj, in zasadili tudi drevo v Celjskem mestnem parku. Ja, Singen pa je eno tistih mest, kjer je sodelovanje med mestoma, predvsem pa med ljudmi, izjemno prisrčno in iskreno. Več kot 30 let je zdaj že pravzaprav, kar prijateljujemo. Mi smo še danes hvaležni Singenčanom za pomoč v poplavi leta 1998. Zelo veseli smo, da smo po več kot desetletju in pol, odkar je v Singnu bila narejena Celjska ulica, dobili tudi v našem mestu Singensko ulico.
to je na območju stanovanjske soseske DN10, kjer gradimo ta nova stanovanja. Tudi tu je najbolj živo in živahno sodelovanje oziroma delovanje na področju mladih. 2 šoli, Šolski center Celje in pa Singenska tehnična šola. Vsako leto izmenjujeta dijake, mislim, da je bilo preko 1000 mladih iz enega in drugega mesta na teh izmenjavah. Dobro je tudi sodelovanje na kulturnem področju. Evo, obisk v prihodnjih dneh bomo obeležili tudi z skupnim nastopom plesalk in plesalcev Celjskega foruma in pa glasbene šole iz Singna. Dobro sodelujejo še nekatere druge institucije. Mesti sta si dokaj podobni po velikosti. Tudi Singen je zelo industrijsko mesto, uspešno industrijsko mesto in takšen obisk je tudi priložnost za nas, rekel, lokalno politiko, da si pogledamo kak primer dobre prakse in poskušamo kaj takega realizirati tudi v Celju. Jaz se že več kot desetletje trudim, da bi en tak izjemno posrečen primer iz Singna, gre za učno kmetijo, precej veliko, kjer živi en mlad doktor agronomije za svojo družino in kmetuje na ekološki način, kjer imajo potem možnost otroci iz vrtcev, šol, pa tudi prebivalci Singna si pogledati, kaj sploh je ekološka pridelava, kako izgleda, da bi nekaj podobnega naredili v Celju. Predvsem si želim, da bi uspeli obnoviti Lunovo domačijo, ki je ena redkih, če ne edina, še takšna kmetija, ker je ohranjenih tistih 7 tipičnih objektov, nekoč močnih, ekonomsko uspešnih slovenskih kmetij, od glavne hiše, hiše za prežitek, strojne lope, skednja, štale, svinjske štale in podobno. In da bi tudi mi imeli nekaj podobnega, da bi lahko otroci iz mesta, mladi, pa ne nazadnje tudi prebivalci Celja in okolice ali pa turisti, praktično korak od mesta se ustavili na takšni kmetiji odprtih vrat in predvsem otroci občudovali različne živali, ki jih vidijo zdaj mogoče po televiziji, da ne bi, kot v šali rečemo, potem v šoli risali vijoličnih krav in podobno. Prej ste že omenili, da bo letošnje poletje v Celju, vsaj kar se športa tiče, zelo pestro. Eden prvih takšnih dogodkov bo že čez slab mesec, gre za kolesarsko dirko po Sloveniji, ki bo tudi tokrat imela cilj ene od etap v Celju in sicer znova na Starem gradu. Ja, petek 17. bo 3. etapa v Celju, zaključek 3. etape, kajti 3. etapa bo vodila po številnih občinah v tem delu Slovenije. Gre ne samo za velik in odmeven športni dogodek, ampak tudi športno-turistični dogodek, kajti z prenosom dirke na Eurosportu, z odličnimi posnetki z helikopterja se vidi, kako lepa je naša domovina, ne samo Bled, Piran in pa še kaj, ampak da je tudi preostala Slovenija zelo lepa, čudovita. In verjamem, da bo letos veliko navijačev v progi, kar lani žal ni bilo mogoče zaradi korone. Predvsem pa seveda na cilju te etape, ki bo atraktivni, vsi cilji, ki se končajo šprintom v klanec, so zahtevni in tam zmaga res tisti, ki je najboljši. Upamo, da se bo dirka udeležil od kateri od naših zvezdniških kolesarjev. Organizatorji so zagotovili, da bo temu tako, se pa seveda do samega štarta dirke lahko še kaj pokvari, ampak Slovenci imamo v tem trenutku pač ta privilegij, da imamo res 3 kolesarje v svetovnem vrhu, kar poveča gledanost in zanimanje kolesarske svetovne javnosti tudi za takšno dirko, ki ni v tistem prvem rangu Pro Tour kolesarskih dirk. Hkrati je taka dirka tudi promocija za kolesarstvo kot obliko rekreacije
in se že veselim tega dne. Letos imate tudi promotorja, ne? Gospoda Toneta Tisla, ki skrbi za to, da bo ta dirka še bolj prepoznavna in da se bodo seveda tudi mladi navdušili za kolesarstvo. Ja, in gre za izjemno posrečeno kombinacijo. Večina srednje pa starejše generacije Toneta Tisla pozna kot rokometaša in uspešnega rokometnega trenerja, ki pa je zadnja leta posvetil ves svoj čas rekreativnemu kolesarstvu in izjemno veliko ve praktično vseh ekipah, ki delujejo na Pro Touru, ne samo o kolesarjih, ki to ekipo predstavljajo in sestavljajo, ampak tudi športnih direktorjih in vsem ostalim, tako da je tudi povprečnemu športnemu navdušencu zanimivo poslušati iz ust, rečemo temu, kolesarskega laika, ki pa v kolesarstvu res veliko ve. In njega smo poprosili na to pristal, da je ambasador naše etape. Hkrati v okviru te kolesarske dirke pripravljamo nekaj, pa smo že pripravili kolesarskih spremljevalnih dogodkov. Recimo jutri simbolno odprtje že postavljene razstave na Krekovem trgu, celjski peleton, ki prikazuje zgodovino celjskega kolesarstva. Ravno danes sem v mestu starejši kolesarski navdušenci povedali, da je prvi športnik Celja, odkar se je to začelo, bil kolesar, kot zanimivost. Kolesarski klub je bil takrat drugi, mislim, da je za en glas ali dva zaostal za rokometnim klubom. Vesel sem, da je v Celju začel resno delovati kolesarski klub, ki ima veliko mladih, ki si želijo po poteh Mohoriča, Rogliča in ostalih vrstnik, Pogačar in ostalih odličnih slovenskih kolesarjev. Težava je seveda v denarju, v sponzorjih, ampak ponovadi je tako, da za uspehi pride tudi to. Kolesarji so ne nazadnje skromni in sem vesel, da ta kolesarski klub je dobil zopet nek nov zamah in da dobro dela in upam, da se bo čim več mladih priključilo temu športu. Podobno kot velja za vse ostale športe, to je zdrav način preživljanja mladosti. Mladi se naučijo reda, discipline, veliko odrekanja je potrebno za doseganje uspehov in ciljev, pa ne nazadnje športne sredine so zdrave in to je eden izmed najbolj učinkovitih načinov, da se naučiš, da je življenje in vse, kar v življenju počneš, sestavljeno iz zmag in porazov in da je treba oboje znati sprejeti. Prej ste omenili tudi gasilsko olimpijado. Ta bo v Celje pripeljala številne več tisočglavo množico ljudi, tako tekmovalcev kot tudi njihovih spremljevalcev in ne nazadnje gledalcev. Kako potekajo priprave, kako bo Celje izkoristilo to priložnost? Organizator tega velikega dogodka je Gasilska zveza Slovenije, ki je zaupala gostiteljstvo tega dogodka mestu. Mi smo se zavezali za nekatere stvari, za svoj del obveznosti. Verjamem, da bomo to korektno izpolnili in se potrudili, da se bodo tako tekmovalci kot obiskovalci čim bolje počutili v času olimpijade. To je priložnost za promocijo mesta, priložnost, da pokažemo, kaj imamo, da pokažemo, da smo gostoljubni, prijazni, da je mesto lepo urejeno in da poskusimo zanimirati vse obiskovalce. Najprej, da se vrnejo domov z lepimi spomini, v tem povejo tudi svojim prijateljem, znancem in se še kdaj vrnejo. Organizatorji skupaj z Območno gasilsko zvezo napovedujejo, kot rečeno, prihod tekmovalcev iz 25 držav, ne samo Evrope, ampak sveta. Tako da bo okoli 3000 tekmovalcev, tu bo tudi mladinska olimpijada, članska olimpijada, tudi veterani se bodo pomerili. Priprave za neko športno tekmovališče, ki bo potekalo na stadionu Kladivar, so v polnem teku. Vse ostalo tudi, upam, da nam bo vreme naklonjeno in
jaz predlagam Celjankam in Celjanom, tisti, ki še nimajo rezerviranega termina za dopust, naj bodo med 17. in 24. julijem v Celju. Takrat bo zelo živahno, tudi z glasbo, z to pestrostjo, ki jo bodo prinesli obiskovalci. Skratka, tiste dni bo Celje živelo v drugačnem ritmu. Veliko sva danes govorila o kolesarjenju, o kolesarstvu, pa vendarle v Mestni občini Celje ne spodbujate samo tega športa, tudi številne druge. Pravzaprav smo ravno zdaj sredi meseca športa, gre za aktivnosti, ki spodbujajo zdrav način življenja, številne brezplačne priložnosti, tudi za preizkušanje določenih športnih panog. Ja, to je priložnost, da posameznik tudi spozna športno panogo, s katero se mogoče drugače ne sreča, ga pa zanima in je priložnost, da kaj več zve v njej. Mesec športa je projekt, ki že teče vrsto let. Celje je zelo športno mesto, ne samo, da imamo veliko športne infrastrukture za različne športne panoge, gojimo, mislim, da 50 različnih športov v 72 klubih. Tako da tisti, ki se želi ukvarjati s kakršnim koli športom, ima v Celju za to velike priložnosti. Imamo pa v Celju tudi odličen ženski košarkarski klub. Košarkašice ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje so namreč že 18. postale državne prvakinje. Gre za velik uspeh in za dolgoletno trdo delo, s katerim so pravzaprav prišle do teh rezultatov, ki jih žanjajo v vseh teh letih. Ja. To, kar uspeva ženskemu košarkarskemu klubu, je res nekaj neverjetnega in vse čestitke tistim, ki ta klub vodijo. Sploh, če upoštevamo, da so to žensko različico Balkanske košarkarske lige, Vaba ligo, osvojile skoraj da z mladinsko ekipo, z 2-3 izkušenejšimi igralkami in da v Celje prihajajo talenti ne samo z celotne Slovenije, namreč dober glas seže v 9. vas, ampak tudi preostale Evrope in celo Afrike, Sofije iz Nigerije. Neverjetno, kaj jim uspeva za relativno majhnim proračunom in jaz dobro poznam vodstvo kluba, vem, kako predano je, kaj vse predsednik in njegovi sodelavci počnejo od tega, da so praktično kadarkoli na voljo dekletom, da je treba kar težko zbrati denarna sredstva, ki so potrebna za to, da lahko ne samo članska ekipa, ampak tudi številna dekleta v mlajših kategorijah, ki so ravno tako uspešni, hodijo na tekmovanja, trenirajo kvalitetno. Kako dobro dela klub, kaže tudi to, da mislim, da 5 bivših igralk celjskega kluba, ki so tu zrasle in se tu naredile kot košarkarice, igra v najvišji evropski ligi, ligi prvakov. Tudi to je dober pokazatelj in upam, da jim ne zmanjka vneme, energije, volje in da bodo uspehi, da bodo nizali uspehe tudi v prihodnje. Od tega sproščenega... Lično bi bilo, če bi jim tu sledila tudi moška košarka, ker pa vemo, da so vložki, vem, da dobro delajo z mladimi, tudi članska ekipa, ampak vložki so tu, ki so potrebni za prehod na višji rang, pa še celo malce višji. Tako majhno mesto, kot je Celje, s 50 000 prebivalci, kljub temu, da imamo v tem trenutku zelo uspešno gospodarstvo z dobrimi rezultati, je ta sredstva zelo težko zbrati. Vem, kako si obrusijo pete, recimo hokejisti, ki imajo tudi ogromno mladih ekipo, ki sloni na domačih igralcih, pa še marsikdo drug. Od tega sproščenega športnega vzdušja pa zdaj mogoče še k eni resni temi. Kot kaže, smo tik pred formiranjem ali pa tik pred tem, da dobimo novega mandatarja in s tem ne nazadnje tudi novo vlado. Kaj v Mestni občini Celje pričakujete od nove vlade?
In pa morda poleg tega tudi pričakujete, da bodo vsi tisti projekti, ki ste jih začeli, ne vem, v zadnjih 2 letih, za katere ste se dogovorili ali pa podpisali sporazume s prejšnjo vlado, da bodo ti projekti obstali? Mi takih projektov nimamo, da bi se zdaj, ko smo se dogovorili s prejšnjo vlado. Namreč zelo redko se zgodi, da gre kakšen projekt neposredno v financiranje. Teh 1,5 milijona za most, o katerem smo pregovorili, je pravzaprav ena takšna izjema zadnjega desetletja, koliko se spominjam. Večina projektov se izvaja na podlagi ali nekih teoretično dogovorjenih in dodeljenih kvot iz različnih evropskih skladov ali pa na podlagi uspešnosti na razpisih. Meni se zdi tako prav, ne pa da se vsak posebej hodi dogovarjati z enim, drugim ali pa tretjim ministrom ali celo predsednikom vlade in da je tu neka pravičnost, ne glede na to, z katere občine oziroma z katere politične opcije je župan, pa ne glede na to, katera opcija je trenutno na vladi oziroma odkot je minister. Vsi tisti, ki vodi vlado in ministri, se morajo zavedati, da so ministri vseh državljank in državljanov, ne samo tistih, ki so jih izvolili. Jaz upam, da bo nova vlada ohranila ta izjemno pozitiven odnos do lokalne ravni, kot ga je imela zadnja Janševa vlada. Jaz sem to večkrat javno povedal, da sem vesel, da so končno primerno uredili to sistemsko financiranje občin. Govorimo o tako imenovani glavarini. Vsi smo veseli, da so končno dobili pospešek še ti projekti sofinancirani iz evropskih sredstev, kajti grozilo je, da bodo ta denarna sredstva preprosto ostala. Mi se prejšnja vlada, praktično prva 4 leta finančne perspektive, sploh ni ukvarjala s tem vprašanjem. Sreča nesreči je, da je prišla korona in da je tudi Evropa na evropskem nivoju podaljšala čas za koriščenje teh sredstev. S tem, da nas na drugi strani mora zopet skrbeti, da se pa v novi finančni perspektivi, ki se nanaša na leta 2020-2027, tudi še nič ne dogaja, da še niso sprejeti nobeni dogovori, programi in da pravzaprav občine ne vemo, na katera sredstva pa lahko računamo iz te finančne perspektive. Kar je na nek način razumljivo, če še ni te stare finančne perspektive denarja nismo porabili. Jaz upam, da bo vse v najlepšem redu in da se bodo obljube izpolnile, čeprav se še niso nehale, kar me malce čudi, ker čas za obljube je pred volitvami, po volitvah pa je potrebno zavihati rokave in začeti obljube uresničevati. Malce se mi čudno zdi ta neka tekma, kot da gre za športno tekmovanje, v kakem času bo sestavljena nova vlada. Ne vem, če je to tisto, kar je najbolj pomembno. Bi rekel, en teden gor ali dol, se mi zdi bolj pomembno, kakšni ljudje oziroma kakšni kadri bodo sestavljali to vlado. In tu je verjetno smisel, ampak bodoči mandatar že ve, kaj dela. Se mi zdi pa smiselno vzeti si kakšen dan, dva ali pa teden več za premislek, zato da res najdeš najboljše, najbolj kompetentne ljudi za te politično-menedžerske funkcije, kot je spravi ministerskim funkcijam. Ljudje, ki bodo upravljali te funkcije, morajo imeti tudi neke menedžerske sposobnosti. Nekatera ministrstva so zelo velika po številu zaposlenih in brez teh sposobnosti težko dobro vodiš ministrstvo. Mi v Sloveniji smo včasih malce hecni, mi še kriščamo strokovnjake za ministre. Ampak strokovnjaki so na ministrstvih že zaposleni, če niso, si potem najameš za posamezne projekte zunanje strokovnjake, ker za eno področje, ki ga pokriva Ministrstvo za okolje in prostor, ne v Sloveniji, ampak na svetu ne obstaja strokovnjak za naravo, za meteorologijo, za prostor, za urbanizem. Takih multifunkcionalnih strokovnjakov ni nikjer. Drugače, jaz ostajam optimisten, po naravi optimist in upam, da se bodo obljube v čim večji meri realizirale. Če bo temu tako, bo dobro za državljanke in državljane, bo dobro za
občanke in občane oziroma lokalne skupnosti in bomo še naprej lahko načrtovali nek razvoj, nek napredek. Če temu ne bo tako, bo pač tako, kot je bilo 10 let nazaj, ko smo občine živele iz rok v usta, kot se reče, in praktično kakih večjih, ambicioznejših projektov nismo mogli načrtovati, zato ker nas je država pač neprimerno financirala. Treba je pa vedeti, da tisto, kar iz državnega proračuna ne pride na tako imenovano periferijo, pač ostane tam, kjer se denar zbere, to je po centru. Mogoče samo še to pričakujete, da se bo v tem mandatu začela sanacija območja stare Cinkarne? Ali pa da bo sprejet zakon o sanaciji Celjske kotline? Mene že sam ime tega zakona zelo moti. Zakon o sanaciji Celjske kotline nekako pove, da je celotna Celjska kotlina onesnažena, potrebna sanacija. Temu ni tako. Nenazadnje je izkazalo se celo za območje Bukovžlaka, tisto znano parcelo 115, da zemljina in odpadna zemljina, ki je bila tam odložena, ne predstavlja nevarnega odpadka. Zato smo potrebovali 10 ali pa več let, oziroma so potrebovali tožba na Evropsko sodišče, za katero vemo, z katerega zelnika je prišla. Jaz mislim, da bi bilo potrebno, nujno potrebno v Sloveniji sprejeti en splošen zakon. Ne vem, kam bomo prišli, če bomo za vsako degradirano območje sprejemali parcialne zakone. Zakon o sanaciji degradiranih območij, kjer bi mogel biti model sanacije in financiranja povsod enak. Najprej ugotoviti, kdo je povzročil onesnaženje, če je onesnaževalec še živ, kot rečemo, se pravi ekonomsko živ, ga je potrebno zavezati, da v primernem času to sanira, oziroma za to zagotovi sredstva. Tu so vzvodi različni, recimo od prepovedi izplačila dobička ali kaj podobnega. Kolikor temu ni tako, bi sanacijo morala prevzeti država. Konec koncev, Celjani nismo nič krivi pri tem, da smo imeli tu več kot 100 let topilnico cinka. Ta je zagotovo pripomogla veliko k gospodarskemu razvoju, ne samo Celja, ampak celotne Slovenije. Tudi, če gledate lastništvo Cinkarne danes kot enega izmed najuspešnejših gospodarskih subjektov, je v veliki meri v državni lasti in ni prav in je zelo krivično in zelo narobe, da si delničarji praktično ves dobiček, ki zadnja leta sega v rekordne višave, razdelijo. Sploh tisti veliki institucionalni delničarji, ki za delnico nenazadnje niso dali niti evra, ker je država dobila delnice oziroma država in paradržava v procesu lastninskega preoblikovanja. Stroški sanacije bi pa naj bili na občini. Ta sistem ne vzdrži evropske pravne regulative, evropskih direktiv in je tudi že na prvi pogled vsakemu jasno, da je krivični in ni pravičen. Jaz moram reči, da si osebno želim, da bi tudi Cinkarna bila sama malo bolj proaktivna, je pa vprašanje, koliko ima uprava pri tem proste roke ob teh pogoltnih delničarjev, ki si praktično ves dobiček razdelijo in ne pustijo nič v rezervi, kot je navada, kadar so dobri časi, je potrebno kaj privarčevati tudi za slabe čase. Tako da se vsi bojimo, če ti slabi časi pridejo, ne vemo, kaj se bo zgodilo, in nam bodo ostala vsa bremena, ostali bojo pa smetano s seboj nesli. Gospod Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje, najlepša hvala za tale nocojšnji pogovor. Hvala tudi vam. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala, ker ste bili v naši družbi. Lep in prijeten preostanek večera, uspešen teden in nasvidenje.